In me zanima, kaj menite, ali imamo mi v današnjem času sploh lahko dolgoročno stabilno gospodarstvo, zgolj z delovanjem nevidne roke trga, oziroma brez nadzora in upletanja države? No, dobro, jaz sodim med tako imenovane keynesiance oziroma neokeynesiance zelo enostavnega razloga. Študiral sem na najbolj keynesijanski ameriški univerzi, to University of Pennsylvania, ki je bila zmeraj keynesijansko orientirana, ki bi lahko rekel skrajno, kar je enostavno pomenilo, da se je verjelo, da pač država ima neko funkcijo v gospodarstvu, da se vse stvari ne sme privatizirati, da mora socialna varnost, šolstvo, zdravstvo in tako naprej ostati javna dobrina iz različnih razlogov in pa da je država pravzaprav odgovorna, da ustvarja dovolj povpraševanja. Pomeni, da z proračunom enkrat ima presežek, enkrat ima deficit, da s proračunom skrbi, da je neko povpraševanje stalno. No, v ekonomiji pa seveda veljajo nekaj tazga, čemur jaz pravim samoumevnostni ciklusi. Nekaj desetletij ali pa nekaj let vsi ekonomisti, rečemo 95% ekonomistov trdi nekaj, na to pa čez naslednjih desetletjih pa nekaj drugega. Se pravi, imamo neke samoumevnostne cikluse in tisti, ki na nek način se ne uklanjamo te samoumevnosti in ciklosti in smo pa nekakšni čudaki. Smo nekakšni čudaki. Ampak seveda, če dolgo časa živiš, potem je čisto gotovo, da boš v ekonomiji enkrat prav imel, če boš skozi to trg. Če dolgo časa, jaz sem zdaj do krize sem skozi veljal za bedaka, zdaj v krizi pa na nek način sem nehal veljati za bedaka. Nič drugega ni bilo treba samo ustrajati na tistem stališču skozi. Moje stališče, jaz cele, če veste rekel, da sem vedel, čeprav so mene enkrat že obsodili, češ, da sem napovedal, da bo Amerika skrahirala junija. Nič nisem napovedal, jaz sem rekel, da sem nekje to prebral, ampak finance to pa je napisali, da sem jaz rekel, da bo to. Tega seveda nisem rekel. Vedel sem pa, da je nekaj narobe iz enostavnega razloga. Zmeraj me je motila ta rast finančnega bogatstva, če sem videl, da je pa gospodarska rast bistveno nižja. Čeprav je tudi z gospodarsko rastjo zelo veliko vprašanj. Zakaj je veliko vprašanj? Mi moramo, na nek način lahko rečemo, da so sodobne družbe obsedene ali pa zasvojene z gospodarsko rastjo. Mi se stabilnega oziroma stagnacije sploh ne moramo več predstavljati. Na nek način stalno mislimo, da je gospodarska rast. In večina ekonomistov celo verjame, da je gospodarska rast neskončna, da je nikdar ne bo konc. Zakaj? Iz dveh razlogov pravijo. Zato, ker je pamet neskončna, kar lahko nekoliko dvomno, to je en razlog, in zaradi tega, ker je v družbenem produktu zmeraj več storitev. To se pravi, zmeraj manj pa je produktov, pa zmeraj več je storitev. No, to je res. Če gledamo sodobne družbe, je 70% storitev. In zdaj, kako daleč pravzaprav storitvami gremo, lahko pa nič več produkti niso pomembni. Jaz mislim, da je nekje neka meja. Ker kaj so storitve? Storitve je danes velja v družben produkt, za vse, kar je plačano, se stavlja družben produkt. Če greste na letališče, pa morate čevlje dol dati, pomeni, da ste prispevali k družbenemu produktu, zaradi tega, ker so tam kontrolori, ki gledajo, če imate kaj v čevljah. To se pravi, to je prispevek k družbenemu produktu. In ko se ta storitve se lahko neskončno povečujejo, se pa se malo začneš sprašvati, je to kakšen smisel, da gre tako naprej v družbi, ampak kakorkoli mi smo zasvojeni z gospodarsko rastjo. No, zdaj, če se vrnemo k tem šolam, na nek način ta neoliberalizem se je začel v 70-ih letih. In sicer tam po prvi naftni krizi povezuje se na praktični ravni z Reaganom pa s Thatcherjevo, medtem ko na teoretični ravni se pa povezuje na nek način s Hayekom pa Friedmanom. Sta dva učitelja te ideje. Hayek predvsem govori o tem, da je treba ekonomska svoboda, Friedman pa pač verjame, da se država ne sme nič vmešavati in da bo vse v redu, če se ne bo vmešavala. In da na to misli, da zdaj so vsi ekonomisti spremenili mnenje in da verjamejo v to. Del ekonomistov še zmeraj trdi,
da je do krize prišlo zato, ker se je država začela vmešavati. In če se ne bi vmešavali, bi pač se vse skupaj razrešili. Tisti, ki so napačno odločili se, bi pač plačali ceno za to, da so se napačno odločili, vendar pa seveda države na nek način zdaj tega niso prepustile. No, zdaj od takrat naprej pa do te krize je bila neko obdobje neoliberalizma. Zdaj je najprej kazalo, da spet zmagujejo neokejnezijanci, tako na praktični kot na teoretični ravni, ampak jaz nisem zelo prepričan, če gledam te svetovne voditelje, v bistvu več ali manj govorijo o tem, da je treba finančni sektor regulirati. Jaz osebno sem prepričan, da je deloma treba nekatere stvari v finančnem sektorju proglasiti za goljufije, nekatere stvari pa za igre na srečo. In potem lahko finančni sektor imamo naprej, da je pa originalni finančni sektor ima zelo jasno funkcijo, in sicer prenašanje prehrankov od tistih, ki varčujejo, k tistim, ki investirajo. Da je to pravzaprav edina funkcija finančnega sektorja. Vendar pa zdaj, kot kaže, da je pač, se mi zdi, da na nek način se spet krepi prepričanje, ko bomo pač te izgube razpršili, se pravi socializirali, bomo pač spet po svoje naprej nadaljevali, ne bomo pa dovoljevali, oziroma bistveno bolj bomo pa regulirali finančni sektor, kot je bil reguliran prej. Sem pa rekel, vsi ne verjamejo v to. Jaz imam enega dobrega prijatelja v Teksasu, ki je, dostikrat citiram, ker pravi, ja, primerjava med mafijo in državo je nekorektna, ampak je nekorektna za mafijo. Se pravi, to je pa nekako skrajna liberalnost, se pravi, da pač verjameš v to, da je država v principu škodljiva. No, se pri nas se to zaradi mene tudi vidi. Ne? Jaz sem celo življenje v javnem sektorju v službi. In če gre kakšne direktorje srečam, imam stalno občutek, da mi očitajo, da jih celo življenje živim na njihov račun. Ne? Ampak pravzaprav ravno tako delam, samo nekatere stvari se delajo v javnem sektorju, druge pa v privatnem sektorju. Pri nas se potem kar naprej prepoduje, ja, zdaj bilo pa dobro, če bi se javno sektor skrčil. No, jaz sem zmeraj vesel, ker vem, da se ne bo skrčil, ker da so to zmeraj neke obljube politikov, lahko ga skrčimo. Samo potem rečemo, ja, zdravstvo bo privat, šolstvo bo privat, socialna varnost ali pa pokojnine naj bojo privatna aktivnost, pa lahko skrčimo javni sektor na zelo majhno številko. Jasno, vse tiste uslužbence, ki smo bo treba tako ali drugače odpustiti, oziroma eno šel pač v privatni sektor, kjer bojo šole privat. Sam jaz ne vem, če je to ravno tisto, kar si želimo, ker delež javnega sektorja, majhen delež javnega sektorja ne pomeni, da je država uspešna. Na Švedskem imate javnega sektorja 56 do 58%, pri nas je približno 43%, zdaj bo zelo verjetno narastel v družbenem produktu, zaradi tega, ker bo imenoval spadal predvsem. Števc bo ostal kakor toliko neokrnjena, imenoval bo padal, pomeni, da se bo delež povečal. Ampak, kakorkoli gledamo, se mi zdi, da je to več ali manj precej normalno. Je pa v ekonomiji ni brez ideologije. Zmeraj imamo neke vrednostne sodbe. Tudi če nekdo pravi, ja, pa jaz pa gledam na ekonomijo samo tako, da opisujem stvari, enostavno ni res. Že vrstni red, ki ga daješ posameznim problemom, kaže, da je v resnici zmeraj nekaj ideološkega, neka ideologija, tako da ta ideologija se menja. Zdaj se seveda krivi, da je od vsega kriv Friedman, pa Hayek. No, to je težko reči, to je isto, kot da bi rekli, da je za vse, kar je Stalin naredil, kriv Marx. Šola je težko reči, da so ravno šole krive. Pač v tem razdobju se je pač ta Friedmanovska šola uveljavila, se pravi, država ne gre stran od gospodarstva.